Maribor je uradno odprl olimpijsko mesto Maribor. Pa me zanima, kako ste zadovoljni s številom navijačev, ki se je zbralo tukaj pod Mrzlim Pohorjem. Torej, najprej bi izrazil zadovoljstvo, da smo enkrat pred Kanado, kar se tiče otvoritve, in pa tudi pred Ljubljano. Ljubljana je kakšno uro, 2 uri za nami, torej otvoritev tega olimpijskega mesta. No, moram reči, da ljudi je relativno malo, sem pa prepričan, da bo v naslednjih dneh, ko bojo neposredni prenosi vseh pomembnih dogodkov z olimpijskih iger iz Kanade, da bo takrat neprimerno več ljudi, da bomo skupaj stiskali pesti za naše olimpijce in se nadejali dobrim rezultatom, pa možno tudi kakšne medalje. Imate kakšnega favorita? Težko bi rekel, vsekakor stavim na naše smukače, torej že na jutrišnji dan, kjer sem zelo optimističen. Smučarski teki so tudi tista disciplina, skakalci. Imamo kar nekaj adutov ali pa nekaj žerjavice v ognju in prepričan sem, da bojo dobili kakšno medaljo. Po drugi strani pa tudi, ko Slovenija je relativno majhna, tudi večji narodi ostajajo, brez medalj. Ponosni bomo na naše olimpijce, tudi če bojo 4., 5., 6. mesta, se pa nadejamo praktično vsi, torej kakšne medalje. Kako ste zadovoljni z letošnjo olimpijsko delegacijo, ki je potovala z našimi športniki? Torej, po mnenju mnogih strokovnjakov je to najmočnejša reprezentanca, ki je odšla na zimske olimpijske igre. Z izjemnimi športniki. Mislim, da bo letošnja olimpijada še en velik uspeh slovenskega športa. Menite, da lahko pričakujemo tudi kakšno kolajno? Torej, realno bi bilo, da bi. Leta 1994 ste v Lillehammerju osvojili 3. mesto, pa me zanima, kje je pristala bronasta medalja? Doma v vitrini. Se pravim, jo pogledam vsake toliko časa, ker greš mimo, ampak drugače spomini so pa veliko bolj živi, takrat, sploh ko so zimske olimpijske igre, ker takrat se veliko o tem pogovarja, stari posnetki so zunaj in takrat se spomniš, pogledaš in dobiš tiste spomine, nazaj se ti vrnejo. Prijelo se je, da cilj vsakega športnika oziroma je, da doseže olimpijsko medaljo, to je tisti eden izmed ciljev. In vsak izmed tekmovalcev, vsak, ne čisto vsak, ampak tisti, ki so bili kadarkoli že v tej sezoni v vrhu, lahko dosežejo medaljo. Treba se poklopiti zelo dosti stvari, od pravilne izbire opreme, do dneva, če imaš pravi dan ali nimaš, če si trenutno v formi. Zelo veliko je stvari, ki se ti morajo poklopiti in jaz upam, da bo letos to uspelo tudi našim. Kaj se je torej zgodilo z olimpijskim reklom? Važno je sodelovati, ne zmagati? No, to mislim, da ne drži čisto tako. Čeprav še vedno vidimo, da na olimpijske igre prihajajo še vedno tekmovalci, ki so mogoče čisto drugačni. Sezona je podrejena svetovnemu prvenstvu, olimpijskim igram in tistega važno je sodelovati, bolj tekmovati in zmagati je tisti cilj. Kakšno je po vašem mnenju o slovenskih navijačih? Slovenski navijači smo zelo zahtevni navijači oziroma zelo hitro si postavimo previsoke cilje, zelo hitro se poistovetimo s tekmovalci in že v tistem trenutku, ko tekmovalec uspe, že naslednja iščemo napake, kaj pa je narobe naredil. Teda mi bi mogli biti praktično z vsakim uspehom, mi smo vseeno, čeprav je to zelo zlajnano, zelo dostikrat ponovimo, da smo mala država, da za tako malo državo imamo neverjetno dosti športnikov. In mi bi mogli biti zadovoljni tudi s tistimi rezultati 5, 10, kar pa, kot se vidi, nismo najbolj.